Naša kmetija Karlovček se nahaja v Šentjerneju. Mi smo Dolenci, smo locirani med Novim mestom in pa Kostanjevica. Smo pa pretežno sadjarji in vinogradniki. Se pravi, imamo posejanih trajnih nasadov nekje vse v kompletu okoli 50 hektarjev. Del naše kmetije je pa tudi poljedelstvo oziroma tudi nekaj malega živinoreje in od tega tudi izhaja, da smo tukaj gor na Gorjancih, da imamo tukaj v obdelavi tele košanine. Kar se tiče Nature 2000, imamo že en nasad visokodebelnih jablan že doma na kmetiji, ki je že star še od pokojnega strica. Njega tudi vzdržujemo, obnavljamo drevesa in pa dosajamo seveda tista, kjera so pač izumrla. Ravno tako tukaj na Gorjancih je en manjši nasad visokodebelni, katerega tudi obnavljamo, kot se vidi za menoj, tudi nekaj dreves je mlajših, so pa tudi že starejša drevesa, te pa pač samo obrežemo, tako da pač vzdržujemo lepo krošnje in pa tudi veje nosilci so lepo obnovljeni. Se pravi, v njih nič ne gnojimo, tudi kar se tiče same zaščite, samo pač tista čisto osnovna zaščita, mogoče na začetku leta, potem še tekom sezone. Kar se tiče travnikov spodaj, vsako leto jih prebranamo, prečešemo, zato pač da malo prevzdignemo to travno rušo, da pač pride zrak bolje do korenin in pa potem tukaj na Gorjancih kosimo samo enkrat na leto. Dol se pravi na ravninskem nasadu travniškem, tam pa kosimo pa dvakrat na leto. To karmo, ki jo pokosimo, in potem tudi posušimo v seno oziroma tudi v suho otavo in pa s tem potem krmimo naše živali. Kar 50 članov je naše pašne skupnosti, ki priženejo svoje živali tule gor na te planinske pašnike. Pašniki se v bistvu razpostirajo po vrhu te naše kraške planote, Menine planine. Gre približno za 250 hektarov pašnih površin. Se pa te pašne površine prepletajo z gozdom. To je, rečemo, ena taka posebnost Menine, res to prehajanje gozd in pašnik. Tako da včasih tudi rečemo, da je tale naša Menina v bistvu planina stoterih gozdnih jaz. Tale del sicer je malo bolj odprt, sicer je pa res po sami planini ogromno enih skritih kotičkov, ki jih poznajo večinoma sam pastirji, tudi večina obiskovalcev tega ne spozna. V bistvu nam je tale ukrep planinska paša s pastirjem pisan na kožo. V bistvu nekih posebnih dodatnih del zaradi tega nismo imeli, mi se držimo teh stvari že odprej. Glede čiščenja pašnikov, edino kar nam je pač prišlo, mogoče nekaj malega evidenc, da vodimo, to je pa v bistvu vseeno. Obdelujemo tam 22 hektarjev zemljišča, od tega imamo 8 hektarov njiv, kolobarimo. Polovica njiv je, bi rekel, začasni travnik, gor so detelje, da malo z dušikam pridobimo. Pa imamo 11 hektarjev travnikov, travniški sadovnjak tule okrog hiše, ki je v bistvu pašen z drobnico. No, potem imamo pa zdaj 24 glav goveda, krave dojilje, bik je v čredi. Mi kmetujemo na območju Kozjanskega parka in s tem je tudi pač že to zavarovano tako ali tako, ne. Potem dodatno ekološko kmetovanje, ne, in tudi travniški sadovnjak je v bistvu v Naturi 2000, ki je še posebej pač poskušamo kmetovati na tak način, da ohranjamo različne habitate, ne. Tako da tu odzadaj za mano je tudi rastlinska čistilna naprava, tudi vpliva na da očistimo to, kar pač umažemo dobesedno, in pač nekako imamo krog zaključen, da res se posvečamo ohranjanju narave. Jaz sem Forte Janez, biolog, ki živi 42 let na
Letišče imenujejo lokalci tale kraj, to področje. Žena je rekla, da hoče imeti oljke, oljčni nasad in sva ga pol pač naredila. 87 leta, vmes je enkrat pomrznil. V bistvu je tako, da ohranjam ta habitat. Se pravi, korone so zaraščene, z grmovjem, tako da vse ni nujno, da je ravno tista vrsta ptičev, ki mora živeti v grmu, ampak mu pa omogoče recimo, da uide v grm, kadar je ogrožen. No, ekosistem je en prostor, v katerem lahko definiramo natančno, kako prehaja energija, odkot prehaja v njega, kako potuje skozi trofične nivoje. Značilno za ekosisteme je tudi njihova biodiverziteta. No, in ko smo že ravno pri tem, tukaj ohranjamo biodiverziteto s tem, da ne kosimo redno, ne mulčimo redno nasada, ampak zmulčimo. Ostalo pa pustimo tega nasada, potem ne mulčimo več do pobiranja. Se pravi, kakšne 3 tedne pred pobiranjem, potem pa zmulčimo cel nasad, ker če ne se pobirati ne da oljk. No, s tem omogočamo pač spolno razmnoževanje rastlin. Ja, v bistvu jaz na moji kmetiji kmetujem čisto naravno. Se pravi, brez škropiv in brez umetnih gnil. To je bistvo celotne moje kmetije. Ja, ukvarjam se živinorejo pa zelenjavo. Mislim, vrt pa take zadeve, no pač krompir pa povrtnine. Ja, prej se sicer ukvarja moj oče s tem, zdaj jaz pač zadnje 2-3 leta se ukvarjam s celotno kmetijo, ampak na svoj vrt pa njivo pa to pa sem že skozi se ukvarjal s tem. Ličenca pri Poljčanah, kop habitati. Ja, to zdaj nisem dolgo vključen, ker prej je še pristvo oče imel vse to prek, ni bil glih tak ravno glih navdušen za te ukrepe in zdaj jaz pa to sem zdaj par let v tem. Pa drugače sem navdušen o tem, ja, absolutno, zato ker je to edino pravilno, po mojem mnenju. Ja, pač se kosi travo se lahko šele junija, tako da se rastline vse osemenijo. Pa drugo pa, da se ne smeje gniti z umetnimi gnili, pa škropiti z kakimi neekološkimi škropivi. Naša kmetija se nahaja v Novem mestu, 800 metrov od centra Novega mesta. Ukvarjamo se z prirejo mleka, krompirja in ostalih pridelkov in te ponujemo doma na sami kmetiji preko mlekomata, avtomata za tekoči sladoled, multimata ter seveda nekaj tudi neposredno iz roke prodajamo na kmetiji. Tako da se vse temelji nekje na prireji mleka. Imamo pa registriranih tudi kar nekaj dopolnilnih dejavnosti. Najprej smo začeli zažganje kuho, sedaj pa predvsem oddajanje piknik prostora in pa dvorane za praznovanje rojstnih dni in druga poslovna in družabna srečanja. Kmetija obsega zemljišča, ki so tudi na območju Nature Gorjanci. In sicer na Gorjancih imamo 4 hektarje lastnih kmetijskih zemljišč, travnika, ki ga kosimo enkrat letno in tisto krmo spravimo v dolino na kmetijo in jo porabimo na kmetiji. Krmo uporabimo za posladek kravam molznicam zaradi njenega posebnega okusa, tudi nekoliko bolj strukturne vlaknine in na ta način povečujemo zdravje naših živali, pa seveda tudi presušenim kravam in tudi telicam, da bi za svojo strukturno vlaknino imele čim bolj razvite prebavila. Na travniku pa od pomladi do pozne jeseni nabiramo tudi zelišča. Spomladi začnemo z trobenticami, vijolicami, smrekovimi vršički, regradovimi cvetovi, odprakirani izdelki zeliščnega likarja z nazivom rožice z Gorjancev. Naša kmetija je hribovita haloška kmetija z
Prav zaradi tega smo se pa pred leti odločili tudi za rejo drobnice, da se popasejo ti hribi, kjer je pač težko dostopno z vsem drugim delati. Živali pa to popasajo, počistijo, da ne zarašča, da ostane lepa naša krajina. Trenutno redimo okrog 75, obdelujemo pa 10 hektarov zemlje. Od tega je približno 5 hektarov pašnikov, kjer se živali pasejo skozi vso leto, ostalo travnike pa pokosimo, kaj je na lažje dostopnih predelih. To so mlečna pasma Kos, mleko, ki ga namolzamo, predelamo doma v naši sirarni, ker pač mleko je bilo treba nekam oddati, ker ko je bilo toliko živali in smo se pač odločili za lastno predelavo. Delamo razne poltrde sire, sveže sire, skuto, jogurte, prodajamo tudi mleko, kakšni borhalni bolniki, pa tudi vsakemu ostalemu prije dobro prav. Na območju vinorodne haloze, večinoma smo na območju z omejitvo OMD, smo v KOPOP programu, v avtohtona pasma Kos, to je slovenska srnasta pasma, pa v programu Dobrobit živali. Sedaj smo se tudi prijavili v program Seneno mleko, ker tudi živali skozi vso leto pasemo, skozi zimo se hranijo v hlevu z suho krmo, ne dobivajo nobenih silažnih dodatkov ali pa kaj, tako da je mleko res iz same te haloške suhe krme trave, bi lahko rekli. Ja, vsak ukrep prinese svoje omejitve, ne. Pri dobrobit živali moraš gledati, kdaj živali spuščaš na pašo, da jih seliš iz pašnika na pašnik. Pač vsak ukrep prinese svoje neke omejitve. Kmetijo sem prevzel pred cirka 5 letom, no, prej že oče kmetoval, star oče, no, imam koliko, 80 hektarjev krave dorilje, pač pa cel let so zunaj na paši, ne, poleti se pasejo, pozimi pa bale vozimo, ne. VTR pa mejice. Ja, 90% imamo območje VTR-ja, ne. Razen te parcele, ki so okrog vasi, niso, večino imam pa dol in je vse v bistvu območje VTR-ja, ne. Ja, VTR je košnja do 1. avgusta, ne smeš. Pač, včasih, ne vem, se je dal tudi po 1. avgusta si pokosil, pa pospravil, pa čez en mesec še nekaj zrasel in se je na jesen popasal vse to, ne. Zdaj se pač pa ne sme, ne. To je pač, pač jaz ne vidim nobene škode, če bi jesen malo popasal, in tudi pol, kad ti sam kosiš toliko, ker sem če dale slabi trave so, pa tale rozga se pač šir, če pa bi pa jesen malo popasal, je pač bolj mlada trava, spomladi ni tista stara trava jesenska, in sam pač se ne sme, Imam 23 ali 24 hektarjev VTR-ja in tiskaj VTR, tiste je v bistvu stela, in nekaj jo zase porabim, nekaj jo prodam, pa moram to gledati, da imam toliko krav, da pač, koliko imam še svojega sena, da jih preživim, ne da bi mogel bale kupiti, ne. Je mešana kmetija, živinorejska in vinogradniška. Večinoma, mislim, glavna panoga je govedoreja, nekaj konjev in nekaj koz. Je nekaj malega pa tega vinogradništva, no. Imamo približno 200, nekaj manj kot 200 hektarjev vse zemlje, ki jo obdelujemo. Tega so večinoma pašniki, drugo njive in travniki za košnjo, za spravilo sena. Mi smo na območju Nature 2000 kraj sena. Na Naturi pašnike, mislim, samo travnike pasemo, ne kosimo, zato ker je preveč kamnito območje in se ne da, razen s pašo. Zagotavljamo krmo, sicer ne za celo leto, ker se ne znese čez zimo. Za konje sicer bi šlo, ker so malo manj delikati
dočim govedo pa moramo dodati pašnike razdeljene v čredinke, tako da smo se tako zorganizirali, da do takrat na tem delu ne pasemo, da potem lahko začnemo, da gremo s tem ukrepom tudi noter. Kar se pa tiče krme, sigurno že na tem kraškem območju malo slabša krma takrat, ker je tukaj res kamnit teren in so hitro suše. Tako da moramo paziti z telitvami, da imamo čim bolj zgodnje telitve, tako da že, če se le da, čim več krav odstavljenih damo na ta pašnik. S pašo pa začnemo po 35. Ja, hranljivost je sigurno slabša, zato ker je nižja kakovost, ker ni una sveža paša. Ja, moja kmetija je stara kmetija v Erdu. Sem jo podedal od svojih staršev, moji starši so jih od svojih staršev. Je res majhna, ukvarjam se z ekstenzivno pridelavo mleka. Zaenkrat, kako pokazali, naprej pa ne vem. Velika je približno 14 hektarjev, večinoma najetih površin, nekaj svojih in večina je tudi v Naturi 2000 pokrajinskem parku Ljubljansko barje. Trenutno imam 8 krav, se pravim, da je to mini kmetija, ne. To počnem zato, ker mi je všeč, obenem pa se trudim, da bo kmetija vzdržala še naprej, ne. Svoje mleko oddajam v kmetijsko zadrugo Žiri, Sora Žiri. Jaz se trudim kmetovati sonaravno oziroma naravi prijazno. Matej Horvat, mladi kmet in pa svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Mariboru. Tukaj je zasejana mešanica 12 medovitih rastlin, ki so namenjene za čebeljo pašo. Dejansko te rastline cvetijo od maja pa tam do začetka novembra. Zdaj, zakaj smo se odločili za to, je dejansko, da spodbujamo samo biodiverziteto, krepimo tudi opraševalce. Ideja je pa prišla iz takega stališča, da je moj prijatelj dejansko naredil 9 panjev rejencev in jih ni imel kam postaviti. Pa smo mu rekli, gledaj, jaz imam eno njivico, kjer je bila lansko leto koruza, pa bi letos malo to njivico odpočil. In smo dejansko prišli na idejo, pa zasadimo eno mešanco za čebele, zraven pa damo panje. In je dejansko nastala taka mešanca, ki še trenutno tudi cveti. Na naši kmetiji, poleg tega, da imamo to biodiverzitetno mešanico, se ukvarjamo pač z živinorejo in pa poljedelstvom. Kaj se tiče biodiverzitete, skrbimo za njo tako, da nekako po spravilu ječmena sejemo mešanice za ozelenitev oziroma za izboljšavo samih tal. Zdaj te mešanice jaz delam doma sam. Sestavim jih iz kakšne bele gorjušice, merolativne redkve, potem še kakšne ajde. Letos smo dali tudi zraven aleksandrijsko deteljo in pa krmno ogrščico. Vse zaradi tega, da pač krepimo mikrobiološko aktivnost v tleh, pestrost in pa seveda, da izboljšamo tla, predvsem zaradi tega, ker strmimo k nekemu trajnostnemu kmetijstvu, da zemljo ohranjamo rodovitno še ne za 10 let, ampak še za naslednjih 50 let ali pa več. Glavna dejavnost nam je govedoreja, potem poljedelstvo, koliko pa imamo časa, pa tudi opravljamo strojne storitve s kmetijsko mehanizacijo. Zaposlen sem jaz na kmetiji, nosilec kmetijske dejavnosti, poleg tega pa tudi partnerica, ki je samozaposlena še. Na kmetiji obdelujemo 32 hektarov njivskih površin in 7 hektarov travnikov. Kmetija se nahaja blizu, neposredni bližini Perniškega jezera. Je tudi spada pod krajinski park. Trenutni stalež govedi v hlevu je 122 govedi.